Po Palomi je bilo že dosti povedanega, dosti napisanega, ne na zadnje strani poslanske skupine Lipa, stranke Lipa, tudi veliko tega narejenega, ampak vseeno se moram vrniti na začetek. Ko ta vlada imela prvo sejo in naredila na njej delitveno bilanco. Delitveno bilanco podjetij, ki so v državni lasti, delitveno bilanco, katera podjetja bo določena stranka vodila, prevzela ali kakorkoli drugače izčrpala in s tem obogatila sebe. To lahko z gotovostjo trdimo, da je bilo temu tako. In NSI v Novi Sloveniji, ki vodi finančni minister Bajuk, je enostavno pripadla Paloma. Predvsem zaradi njegove nerodnosti ali pa rekel nesposobnosti, strankarske nesposobnosti, je pač to podjetje prišlo tako daleč, da je postalo ne samo medijsko zanimivo, ampak so se tudi ljudje tam organizirali in probleme s Palomo, izpostavili. Če se vrnem do tam, ko smo začeli z obravnavo podjetja Paloma, za katerega treba poudariti, da je v 71% državni lasti, se pravi vlasti nas vseh državljank in državljanov, in ko smo bili prvi sedeli na odboru za gospodarstvo na pobudo poslanske skupine Lipa, takrat so nam na koncu, oziroma proti koncu tega zasedanja predstavniki lastnikov Kada in Soda, oziroma so nas vljudno naprosili, če sejo prekinemo. Prekinemo pa zaradi tega, ker bi naj v ponedeljek, ta odbor je potekal v petek, se sestala uprava Palome in se oblikoval nov nadzorni svet in potem ponedeljku več v Palomi nič ne bi bilo tako, kot je včasih bilo. Po spremljanju dogodkov, kaj se je v Palomi zgodilo v tem nadzornem svetu, smo ugotovili, da se enostavno ni zgodilo nič, razen da je Janša pa predsednik vlade ugotovil, da NSI bo to spravil tako daleč, da enostavno ne bo za preživeti in je tam postavil svojega prokurista. Prokurista, ki se piše Baje Reitmajer. Baje naj bi tudi bil član Slovenske demokratske stranke in Baje naj bi bil tudi lastnik podjetja Celovite storitve DOO, ki je med drugim dobila tudi tisto sporno čiščenje UKC-a v Mariboru, ampak vi boste ugotovili, če gre mogoče za politično povezavo ali ne. Jaz sem skoraj prepričan, da gre in da je človek politično nastavljen. Druga grozna stvar, ki se je zgodila po tej seji odbora za gospodarstvo, je to, da se je oblikoval nov nadzorni svet, v katerem sta, hvala Bogu, dobila 2 mesta tudi predstavnika delavcev. Takoj, ko sta jih dobila naslednji dan, ne vem, če veste, sta bila deležna telefonskih groženj, ki so prihajali iz Varaždina. Kaj se bo zgodilo z njunima družinama, če boste še naprej potencirala, težave, ki se v Palomi dogajajo. Zanimivo je pa Varaždin zaradi tega, ker večina anonimk in pa groženj v tem mandatu, ki jih je bil deležen, prihajajo ravno tam. Ne vem, če veste, ali pa ugiba se, da naj bi tudi anonimka, ki jo je Janšo plemeniti hlapec dobil na svoj naslov, prišla iz Varaždina. Skratka, kar se tiče podjetja Paloma, se po tej seji odbora ni zgodilo nič famoznega in zato smo zahtevali sklic nadaljne seje, na kateri pa pričakujemo, da bo sprejeti vseh 5 sklepov, ki jih imate tudi v svojih mapah, ki smo jih predlagali v poslanski skupini Lipa v sprejem. Temeljni sklep je ta, da je treba nemudoma zamenjati poleg vlade, če bi se le dalo upravo družbe Paloma, ki je po našem prepričanju ravnala popolnoma škodljivo. Če se bo to zgodilo, odbor je bil sklican za jutri, ampak vemo, da zaradi tragedije, ki se je zgodila v naši državi na Savi, so vse dejavnosti Državnega zbora za jutri priklicane in bo seja verjetno priložena na naslednji teden, pa mogoče po zasedanju Državnega zbora ta teden. Ampak če že govorimo o vojni proti tajkunom, s Palomo si je, to lahko z gotovostjo trdimo, NSI oziroma minister Bajuk, glede na to, da so vsi, vodstveni kadri, člani Nove Slovenije, hotel narediti nek svoj tajkun in sebe postaviti za nekega tajkuna, proti katerim se on najbolj bori. Jaz upam, oziroma sem prepričan, da bo ta odbor čim prej, da bodo sklepi sprejeti. Ne nazadnje vse odgovore, ki imamo, govorijo o tem, da je Palomo potrebno rešiti, ampak samo za intermezzo, ne vlada, ne državni zbor in ne uprava ne uporabljata Palominega sekret papira. In tega ne bom zanikal. Gospod Zagorac, kaki toaletni papir pa se uporablja državna zbora? Nisem znamke, videl sem se pa prepričal, že zaradi tega, ker je kakovost bistveno slabša od Palominega. Garantiram, da ni Palominega, ker Palominega doma uporabljamo
Kaj je slaba kakovost toalet papirja? Postavitva to individualno sezone, da je komad. Da je enoplasten. Tako je pa ju, ko ne tudi enoplasten.